Spoštovane dame in gospodje, sem Mihael Toš, nahajam se v hotelu Mitra na Ptuju. Letos sem v okviru programa ŠOA Spominjajmo se 2021 tukaj na Ptuju izvedel serijo predavanj s tematiko Holokaust. Letos je zelo pomembno leto za našo družbo, za našo državo in glede na to, da prihaja tudi do nekih zelo korenitih sprememb na svetu, moram povedati nekaj misli, da strnem skupaj cel teden in celotno dogajanje oziroma raziskovalno delo nasploh. Pogosto se ob družbenih spremembah, ki se zgodijo hitro ali ki niso glih najbolj preproste, pojavi področje oziroma neka platforma, na katerem je možno zelo enostavno in zelo hitro gojiti sovraštvo. In ko se v družbi goji sovraštvo, zelo hitro pride do miselnosti, da so ideje za rešitev agresija, uničevanje in če se vrnemo 80 let nazaj, plus minus, kot sem dejal, tudi potem nenazadnje holokaust. Dejansko se pa moramo sleherni dan usmerjati v smeri, da se zavedamo, da za našo srečo ni bistvena nesreča ostalih, da je svet danes že tako daleč v nekem zavedanju, da se moramo zavedati, da ko delamo dobro, tudi za ostale delamo dobro zase in da z uničevanjem, z destrukcijo dejansko ne moremo doseči nekega stanja, ki bi bilo srednjeročno in dolgoročno koristno in ugodno. Če se dotaknemo konkretno tematike holokaust, jaz v svojem izobraževalnem in tudi raziskovalnem delu zelo veliko pozornost namenjam temu, da razvijam sistematiko in tudi materijale, ki dejansko prikažejo, kako je do tega nagiba v človeku prišlo. Se pravi, pripravljeni moramo biti oziroma zavedati se moramo, da ni to nek zgodovinski fenomen, ki se je zgodil pač takrat, ampak da je to ena gib človeka, neka sila sovraštva, ki se z določenimi pogoji lahko dejansko reproducira. Ko neka travma gre v pozabo, denimo v tem primeru z umrtjem živih prič, lahko nastane nova situacija, kjer se reaktivira, kar smo dejansko dali skozi in pogostokrat rečemo, iz zgodovine se pa nismo kaj naučili. In jaz pravim, da se tukaj iz zgodovine moramo naučiti in da dejansko moramo skupinsko delati na tem, da ne samo vzpostavimo, ampak da živimo zavedanje, da se pa lep, srečen svet, življenje, katerega potem nenazadnje na koncu imamo radi, ga radi živimo, vzpostavimo tudi oziroma ustvarimo s konkretnimi miselnimi in tvornimi procesi. Ni dano kar tako, da nam pade v naročje, ampak če pa stremimo v tej smeri, ga pa dejansko lahko dosežemo in ga lahko tudi vzdržujemo. To potem seveda pomeni neke določene odgovornosti in jaz tako zelo rad rečem, absolutno je treba spoštovati vse temeljne človekove pravice, nadenimo si pa samovoljno tudi človekove dolžnosti. Se pravi, da tudi kdaj prestopimo nek Rubikon, da znamo povečati toleranco in da znamo tudi ustvariti neko zanimanje, ki dejansko pomeni eno čisto zdravo razumsko, mentalno držo, mimo enega ega, ki se pogosto oglaša s tistim, to me pa ne zanima, to se pa mene ne tiče. Kot rečeno, današnji svet nam tehnološko omogoča, nenazadnje preko računalniških aplikacij dostopamo v sleherni kotiček, lahko si ogledamo nekoč neznane dele sveta, otoke, rastlinske vrste, živalske vrste in ko bi le nekako tako intrinzično hrepeneli potem, da bi imeli čim več lepega, čim več estetskega, bi imeli tudi pogoje za zdravo sobivanje. In naj sedaj tu ne zvonim kot neki idealist, ampak to je čisto dejstvo. In v bistvu nas mora navduševati in privlačiti in motivirati
lepota bivanja, se pravi estetika. In ko izluščimo tukaj ven tisti temeljni mentalni pogoj za to, je v isti besedi estetika tudi etika. In še enkrat povem, vse je mogoče, če obstaja ustrezna volja. Mogoče tudi rajski svet, mogoče je svet miru, svet sožitja, ampak začeti se mora v nas, v vsakem sleherniku, da si dejansko ustvarimo pravilne motive, pravilne poglede na svet in le te tudi na ustrezen, zdravorazumski in etičen način realiziramo. Mi bomo našo serijo Holokaust letos izvajali zelo intenzivno, ker je, kot sem dejal že v predhodnem videu, 80. obletnica začetka druge svetovne vojne v našem okolju in tudi 80. obletnica prisotnosti Hitlerja v našem okolju, kar je bila v svetovni zgodovini zelo velika redkost. In jaz se teh projektov lotevam takole, da dajem zelo veliko težo takšnim dejstvom. In če denimo vem, da je Maribor eno izmed zelo redkih mest, ki jih je Hitler obiskal v času druge svetovne vojne, in da je okrogla obletnica le-tega, in da je leto nekih res korenitih sprememb v naši družbi, moramo temu nameniti ustrezno mnogo časa, volje, energije. Tako da veselim se mnogo zanimivih predavanj, tematik in tudi srečevanj. In za konec ponovim, naj nam bo temeljno vodilo estetika, estetika pa že vsebuje etiko.